Kakšni so pa stranski učinki uporabe apa? Stranski učinki, taki, ki bi jih mogoče manj pričakoval, so bili tudi recimo, da so ljudje s pomočjo tega nehali kaditi ali pa shujšali celo. Zato, ker se jim je nekako posredno zgodilo, da ko so razmišljali o financah in ko so ozavestili, koliko eno zadevo repetitivno počnejo, to nehali. Seveda pa precej več teh zgodb o tem, da so ali prišli iz dolgov ali so si uspeli narediti neke varčevalne investicijske račune. Ta prvi korak sploh ozaveščanja tega in rečeš, ok, jaz bom pa zdaj to v redu in imel neko tudi mentalno predstavo o tem, kako moje finance izgledajo, ker se mi zdi, da to spremeni mindset tega, kako razmišljaš o denarju in na ta način potem tudi lažje optimiziraš naprej in planiraš nekaj v življenju. Največ ljudi se mi zdi, da to počne nek slepem avtopilotu in potem se teme izogibajo. Naš cilj je tukaj proces tega vnašanja podatkov čim bolj olajšamo v to, da ljudje lahko naredijo ta korak v mišljenju in upravljanju financ. Poslušaj finančni podcast Money How, ne bo ti žal.